Torej tudi danes smo tukaj priča temu, da se je vsebina, ustvarjalci, umetniki zaznala potrebo po povezovanju in res čestitke za to pot, za to dejanje. Mestna občina Maribor ima to vlogo, da ustvarja pogoje, vse mi jo vidimo tako, da seveda spodbuja in kolikor je možno zagotavlja tudi materialna sredstva za to delovanje, tako z prostori, kot seveda tudi z sredstvi preko razpisov za kulturne projekte in programe. In mislim, da pri vseh danes vključenih v to zgodbo ima mestna občina del svoje vloge upravičen. Tej kulturni četrti in ustvarjalcem, vsem kulturnikom, umetnikom pa želim, da jim bo za to potjo ne zgolj povezovanje in seveda nadgradnja v vsebinah, da jim bo to omogočilo še večjo prepoznavnost tega dela našega mesta, to čudoviti del, ker seveda tako rekoč kakršnekoli druge vsebine si niti ne bi mogli predstavljati, da bi bile tukaj v ospredju oziroma da bi dominirali, torej da bi ta prepoznavnost in še več obiska zaživela. Kulturna strategija je v sklepni fazi, jo bomo kmalu obravnavali v javnem pogovoru, seveda tudi v okviru mestnega sveta in upam, da bo še v tem mandatu tudi potrjena in sprijeta in da bodo kakršnikoli pomisleki ali vprašanja, da mesto Maribor ne vidi v kulturi svoje priložnosti za to strategijo, potem tudi odplavali. Tako, dovolj je mojih besed, sedaj pa simbolično s to tablo odpiram kulturno četrt Židovska. Naj bo uspešno. Bi rekel, da se združujemo pač ustanove, ki nikoli ne bomo največje. Ne bi se drznil reči, da bomo najboljši, ne? Bomo se pa vedno trudili, da bi bili čim boljši. Torej gre za pač neke sigurno nikoli največje ustanove, mariborske, ne slovenske, pa še nekaj take, ne? Zdaj vedno lahko debatiramo, kaj je najboljše, kaj in tak naprej, ne? Ampak mislim, da čisto vseh 5 deležnikov, vsak na svojem področju, ne, se iskreno trudi doseči pač največ. Zdaj, za to mesto je to seveda zelo pomembno, že zaradi tega, ker smo vedno malo v senci, ne, vemo koga, prestolnice, ampak kar se pa vsebine tiče, pa bom jaz vsak rekel, ne, čeprav sem seveda zgodovinar, sem vedno rekel, da zgodovina vse. In zdaj, ko govorimo o umetnosti, ne, je to nekaj, kar je zagotovo tudi vse in jaz sploh nobenega problema ne vidim, da vsebinsko, čeprav sem nekaj predvrđeno, pač paramedijsko, kulturno dediščino, ne, sem pa tako tudi vzal, ne, da to nikoli ni samo zgodovina neke manjšine, ampak je to vedno zgodovina večine. Zdaj, ko govorimo, nekaj gre se tukaj za umetnost, ne, ko govorimo o pač ustvarjanju, ne, tako govorimo o pač nekih zadevah, ki so recimo lahko zgodovinske, a pa bodo še zgodovinske, ne, seveda je vse pač preprosto, ne. Tisto, kar bi pa vseeno pač moče bilo res to pa želja je, da se s tem sodelovanjem na tem trgu, ne, kvaliteta obivanja in kvalitetnega kulturnega stvarja na tem mestu začne dvigovati više, kot je bilo. Ne bomo rekel, da je nizka, ne, ampak vedno se da boljše. Jaz bi tako rekel, glede denarja, ne, denar ni nepomemben, ne, ampak ves denar na svetu ti čist nič ne pomaga, če nimaš idej. Obratno seveda, ne. Ampak najboljša ideja na svetu, ne, če pa ne več denarja, pa ti tudi nič ne pomaga, ne. Torej jaz mislim, da bo to ena dobra kombinacija tega, ne. Ideja nam ne bo škodila. Sigurno ne bomo nikoli zasipani z denarja, kar pomeni, da bomo se seveda to rečeno, ne. Ne bomo nikoli največji, ne. Najboljši, to lahko debatiramo, sem pa vedno tudi biti čim boljši.